Tudi danes vam želim en lep dan, naj bo poln pričakovanja, tudi poln pripravljenosti, biti na razpolago Bogu, ki želi tudi v današnjem dnevu delati in delovati po nas. Rekli smo, da bomo se ustavili še pri kakšnem adventnem liku. Pomemben adventni lik je gotovo tudi Janez Krstnik. Zato nam kar nekajkrat naletimo v Božji besedi adventnih bogoslužij. Njegova osebnost predstavlja pomembno spremembo v starozavezni drži, saj je praktično vezni člen med staro in novo zavezo. Vsekakor je živel v izjemni dobi in imel enkratno poslanstvo: pripraviti pot Gospodu. V ta namen ga je Bog tudi oblikoval, od čudežnega spočetja naprej. Ob njem se lahko zavemo, da tudi nas Gospod oblikuje za poslanstvo sredi epohalnih sprememb naše dobe, bi lahko rekli, ki so izziv poslanstvu Cerkve. V zadnjem času ugotavljamo, da ne živimo le v dobi sprememb, ampak da živimo menjavo zgodovinske kulturne dobe. Smo sredi čudnega dogajanja. Pamet se mora umikati populizmu, razumski argumenti ne veljajo več veliko, resnic pa naj bi bilo toliko kot ljudi. Zato ni tako čudno, če bi si nekateri želeli izbirati spol vsak dan na novo, drugi pa ponujajo smrtni napoj kot znamenje usmiljenja. Gre za čas, v katerem prevladuje mišljenjska zmedenost, posledično pa izginja jasnost misli. Dezinformacije se ukoreninjajo z nenadzorovanim širjenjem lažnih novic in teorij zarote, ki izkrivljajo resničnost. V tem je mogoče manipulirati v tako veliki meri, da posameznik praktično ne more več priti do resnice o dogajanju na različnih področjih. Prav zato, ker živimo v tako zmedenih časih, nas advent vabi, da se ustavimo, se začutimo in damo Bogu v srcu prostor. Advent je tudi Božji advent. On želi priti in prihaja. On tudi pričakuje, da mu odpremo srce. Torej, Bog pričakuje mojo pripravljenost. Janez Krstnik se pojavi pred nami kot tisti, ki odpira srca množic za Gospodov prihod, ko pravi: pripravite Gospodovo pot. Danes bi rekli, da je bil vplivnež, ki prebuja pričakovanja, ki gradi pričakovanja, stopnjuje pričakovanje. Janez Krstnik krščuje s krstom spreobrnenja. Na ta način glas pripravlja pot besedi. Glas je Janez, beseda pa je Kristus. Tako namreč razlaga to sveti Avguštin. Človeka določa to, kar pričakuje, bi lahko na kratko rekli. Zato ni vseeno, kaj pričakujemo, na kaj mislimo in usmerjamo svojo pozornost od prvega jutranjega trenutka naprej. Janez pravi: za menoj pride močnejši. Janez odpira srca ljudi hrepenenju po več in po bolj. Jezus je dopolnitev vseh človeških pričakovanj. Gobavec bo očiščen, hromi bo shodil, hroma roka se bo odprla za dajanje, zlo in greh se bosta oddaljila, bolezen in smrt bosta izginili. Janez je prišel krščevati, da bi s krstom ljudi pripravil na te velike stvari. Krščevanje vključuje dve različni potezi: potopitev in potegnitev iz vode. Lahko bi rekli smrt in novo rojstvo. Prišel je krščevati v puščavi. Tudi puščava je simbol, to je pot med sužnostjo in svobodo v Svetem pismu. In prišel je torej v puščavi
oznanjati krst spreobrnenja in odpuščanja grehov. Kaj je to odpuščanje grehov? V Svetem pismu grešiti pomeni nosi v sebi tudi pomen zgrešiti tarčo. Grešnik je torej človek, ki je zgrešil svoj cilj. Spreobrnenje in odpuščanje grehov pa je vrnitev puščice nazaj na tetivo loka, da lahko znova poskusi doseči cilj. Nova možnost. Jo bomo zagrabili? Jo bomo sprejeli? Tudi medsebojno odpuščanje, glejte, daje možnost novega začetka v odnosih. Zato Bog nam odpušča, da bi mi lahko drug drugemu odpuščali. Tudi to spada k adventni pripravi na praznik Jezusovega rojstva. Saj so prave jaslice prav v naših medsebojnih odnosih. Tja hoče priti Gospod. Tam hoče zaživeti. V naših medsebojnih odnosih. Še en močan zgled nam daje Janez Krstnik. Ne zaustavlja ljudi na sebi. Usmerja jih na njega, ki pride za njim. Na Jezusa. Tudi svoje učence pošilja k Jezusu. V nekem trenutku njegovi učenci začnejo provocirati Janeza Krstnika, češ da mu Jezus prevzema publiko, bi danes rekli. In pri tem uporablja celo njegovo metodo, krst. V Janezovih učencih lahko malo zaslutimo, se pojavi nek strah, morda nevoščljivost, ljubosumje. Kaže se njihov posesivni odnos do ljudi, ki so prihajali k njim. Niso dovolj svobodni v odnosu do teh ljudi. Zato Janez jasno poudari, da mu Jezus ničesar ne jemlje. Priznava primat Boga in s tem tudi Kristusa. V Jezusu se zrcali prava svoboda, ki jo v sebi nosi že Janez sam. V tem je tolažba v vsaki krizi. Ko te bližnji ne razume, ko ni uspeha v odnosu, ko se trudiš, a si neroden in ti ne uspeva. A glavni oblikovalec je Bog. Lahko bi rekli, najpomembnejši v življenju bratov in sester je Bog, ne jaz. Zato ni tako pomembno, kako mesto zavzemam v njihovem mišljenju. Janez poudarja, da le pripravlja pot. Vidite, to je naša naloga. Ne, da sebe postavljamo v ospredje, ampak da pripravljamo pot v srcih ljudi, s katerimi živimo za Jezusa. Janez želi učencem dopovedati, da ga niso prav razumeli. On ni delal zase, ni delal za svojo šolo, če pa tako rečemo, ni delal za svoj ugled, za svoj klub ali za svojo stranko. Janezovo karizmo, njegovo delo so učenci očitno uporabljali v svojo korist. V človekovem življenju mora imeti pri vsem delovanju primat Kristus, če ne začnemo prisostvovati si stvari, celo ljudi. Naša vloga je biti Kristusov obraz. Krstnik se ima za ženinovega prijatelja, ki se ob ženino srčno veseli. Zato je podoba kristjanove radosti, kadar je svoboden in dejansko dela za Božje kraljestvo. Kristus je ženin, nevesta je cerkev, vsak izmed nas pa je ženinov prijatelj. Ko gledam, kako nastaja in raste cerkev, nevesta torej, se veselim, saj brat ali sestra dozorevata za duhovno višjo stopnjo. Tako v zakonu raste cerkev, družina postaja domača cerkev, redovna skupnost je živo občestvo cerkve in biti pri tem dogajanju zraven in ga celo omogočati je lahko vir veliko